glavnem se nahajamo v Črnomlju, ob belokranjski progi, ki je tukaj. Tam pa imamo ostanek nasipa, ki bi služil kot za progo Črnomlje-Vrbovsko. In bi potem proga ostro zavila tam na zahod. Nasip pa se tam še nadaljuje naprej. Prej smo pa imeli tukaj še en nadvoz, ki pa je ga nažal gospod Krapavič porušil, ker se je bal, da mu ne bi se kjer kamion zataknil gor z vrhom. V čem je problem tega nasipa tu? Ja, problem tega nasipa je, da je niveleta tako nagnjena, da je to prehud vzpon za izvoz iz postaje. In vsak vlak bi se glede materiale šel gor, to pomeni, da sam nasip še ni bil dograjen do te stopnje, da bi se lahko tračnice montirale. A lahko pokaže z roko, kje je ta nasip? Ja, to je ta nasip. Ta dol je dosti nižji kot tle, se točno vidi, da takole visi vse skupaj. Tako da tukaj se točno vidi, da gradbena dela še niso bila končana, niti toliko daleč ne, da bi lahko začeli spodnji ustroj polagati. Spodnji ustroj je bilo nemogoče polagati, se pravi šoder, pa pragove, zgornji ustroj pa sploh ne. Se pravi, dejstvo je pa nekaj. Kadar se proge gradijo, se gradijo od neke postaje v notranjost, pa spet od druge postaje v notranjost. Zakaj? Ker potem, ko se tir polaga, vlaki vozijo noter gradben material in tako naprej. In tle praktično je bilo, ko je bilo to grajeno, še ni bilo mogoče iz postaje sploh ven pelati vlak, da bi imel možnost še uporabljati tir kot industrijski ali gradbeni tir. Se pravi, da so bila dela zelo kmalu končana. Oziroma prekinjena. Zaradi vojne? Zaradi vojne, seveda. Dva temelja mostu, ki bi šel čez Dobličico. Na zgoraj bi imel železno konstrukcijo in bi imel na levi strani še dva manjša obloka. Tukaj je bil predviden zidan most. To so temelji za ločni most. Ja. Ne pa za železnega. Ja. Ker če bi bil za železen most, bi morali biti te betonski temelji najmanj še 5 do 8 metrov višji. To je temelj za most, ki je bil predviden, da se bo gradil verjetno betonski lok, ostalo pa obzidano z opeko ali kamno. Ja. Nikakor pa ne za železno konstrukcijo. Pa ni važno, kaj je pisal Mohorič prvi drug. Pa se valjda vidi po obliki. Potem je štos. Je pa zanimiv. Ker če je bilo to ravno, potem bi bil to most, ki bi imel jekleno konstrukcijo. Ampak tukaj se že točno vidi začetek oblikovanja bloka. Tu je pa stanovanje in je ostalo v glavnem taka razporeditev, kot je bilo takrat. Stanovanje za... Železen čas. Sama postaja je bila pa... Postaja je bila tam čez, je bila porušena. Tudi trasa je bila zgrajena, recimo do Nerajca nekje. Aha, ni bila do Vinice? Ne, ni bila še. Ni bila, ker se je vojna prej začela. Ta bajta je bila pa 1939 zgrajena. Te trase pa tukaj ni nič več? Ne, ker je bila komasacija in so to razravnali. Bilo je recimo od Kanižarcev oziroma za Kanižarco so bili viadukti, recimo za podvoz. Na ono kolonijo, ne vem, če ste črnmalci poznate. To smo bili. Ja. Tam je bil viadukt, da so oni... Jaz se ga še spomnim, ja. Tako. Pred 30 leti še bil tam viadukt. Tak podvoz. Ja. Tam na progu. Ja. Pa so pa to zrušili, da so šli lahko to vrnati skozi. Ja, pač, ker je bilo ovirano. Pa so pa tudi traso počistili. Tam so že prej, pa recimo za Vrtinom je šla trasa, zdaj ne vem, koliko je še ostalo, če je kaj. To ne vem. Mislim, je bilo tak nasip, potem je pri Kvasici bil viadukt, tudi so splanirali in tam, ko je bila komasacija, so to pač razvozili, ker je bila, recimo za železnico je bilo precej gorna nasipa, ne. Pa tudi tu pri nas je bil nekaj tak, tam, ko je tisti avto na to stran, je bilo tako že splanirano za železnico, utrjena, ilovica je bila bolj.
Ne? Koliko je bila to komasacija, so tisto razbili, pač ker bi motilo, ker so zasipali pri uranju. Ne? Sem bral, da tukaj so Italijane napali, ne? Partizani, ki je ona glava, ne? Ja. Da so Italijani bežali pod en nadvoz, ampak tega ni več. Tega nadvoza ni. To je bilo pol na desno. Na desno. Ja. Ko je bila komasacija, je to šlo. Ne vem, tam je sicer loza, tam imajo oni igrišče, pa ne vem, pač tisto je oviralo, tudi tak velik, ne, da je bil podvoz, ne, da bi ljudje neomajno hodili, ne, mislim, čez, je moglo biti nad gor. Sem Anton Kump, tle je Dragato številka 1B, to je bila včasih železniška postaja, v teh temeljih smo bajto naredili. Partizani so bili v tem med vojno noter, ne, v bajti, in so bili Nemci obveščeni, da so partizani tukaj in so napovedali, da bodo bombardirali, ne. In te so se pa partizani umaknili na Tančo goro, tako da dejansko ni bilo več nobenega tu, ko je bilo to zbombardirano, zrušilo vse, ne. Tle po parceli nazaj so bile take luknje, ko so mine padale, ne. Potem z buldožerom zasipali vse skupaj, ko vse sto kupov, ne. Pa smo malo poravnali, ne. In tam smo pa novo zgradbo naredili, delavnico. In to je to, ne. A je še kaj tu originalnega od tiste postaje? Prosim? Če je kaj originalnega ostalo od Vse to postaje? so, temeljni so originalni še. A ti kamni tu tudi? To da, ta spodnji, ne. Tu gor smo pol položili, ne. Kaj pa tisti temelji tam? Tudi, to vse te zgradbe. To so temeljni široki, pol metra, pa moja višina, ki sem šel kopati zaradi prove, kak je to temeljni so naredi, ne. Pa je takrat, ko je bil nadzornik, ko se je to gradilo Švirt, ne vem, kje je bil Švirt. In mi tle mimo prišel, bilo 74 leta, ne. Pravi, kaj pa ti iščeš tu? Vse go proba, kako je to globoko, pravi, da je kaj zasuj nazaj. Pravi, to je ljubljanski nebotičnik lahko stoji na teh temeljih, ne. Ker je to bila proga mišljena, ipak treslaji vlaki, ne. Da to je bilo poring naredo, ne. Pa noter je bilo železo FI 22, 18 pa 22 železo, nekaj dan se da take šipkice noter betone, ne. To je bilo poring naredo, ne. Vidi se pa kak je spokano, ko so bombe padale, ne. A to je od bomb spokalo? Ja, to od bombe spokano. To je tam vogali v družbi, to vse bombe, ki so noter udarile že streho, zgradba je bila že obzidana, ne. Pa ta temelj tudi, ne. To niso bile take nedolžne bombe, ne. Niso bile pasje bombice? Ne, No? niso bile. Tu naprej pa so bili še ostanki nasipa in bi bila še nalagalna rampa za nalaganje lesa, ki bi ga kamioni pripeljali in si potem vozilo bodi si v Črnomelj, bodi si prek Kolpe pa na Hrvaško.